Lep pozdrav vsem, ki spremljate podcaste Gospodarske zbornice Slovenije. Danes v studiu gostimo podjetje, za katerega bi lahko rekli, da je bilo nekoč garažno. Danes pa postaja vse bolj globalno usmerjeno. Začetki podjetja segajo v leto 1991, vendar se ni vse skupaj začelo pravzaprav v garaži, vendar v gostinskem lokalu, katerega lastnik Andrej Slokar je v Ajdovščini začel izdelovati sladoled za svoj gostinski lokal. Zgodba o uspehu lokalnega podjetja, ki se je vse do danes razvilo v največjega proizvajalca sladoleda v Sloveniji, hkrati pa je največji proizvajalec sladolednih ploščic za trgovske znamke v Evropi. Da žanje uspehe tudi na ameriškem trgu, kjer se drugi borijo s carinami in za ohranjanje poslovanja, pa vam je verjetno manj znano. No, seveda govorimo o podjetju Income Leone, kako jim to uspeva, kako se soočajo z izzivi zahtevne gospodarske situacije, pa tudi kako je voditi proizvodno podjetje in kadre v današnjem času, ter še kakšen nasvet iz uspešne zgodbe podjetja nam bo zaupal naš današnji gost, direktor družbe, gospod Boštjan Jerončič. Lep pozdrav, gospod Jerončič. Pozdravljeni. Dobrodošli v studiu, mi rečemo tukaj v Domu slovenskega gospodarstva. Hvala. Gospod Jerončič, prihodke ste s predlanskih dobrih 141 milijonov povečali na 154. Letos se načrtujete kar 11% rast oziroma 172 milijonov evrov prihodkov. To so kar lepe rasti, če upoštevamo dogajanje v svetu in vpliv na evropsko, zdaj lahko vidimo žal tudi na slovensko gospodarstvo, ki je v prvem četrtletju letošnjega leta žal utrpelo padec gospodarske rasti. Kako bi opisali trenutno stanje podjetja Income Leone na globalnem trgu sladoleda in seveda tudi čokolade in drugih izdelkov? Ja, naša situacija, bom rekel, je vedno mal obratna tisti realni oziroma tisti situaciji, ki se na trgu dogaja. Mi smo vedno v krizah iskali priložnosti in enako je tudi zdaj. Absolutno, bom rekel, s tem inovativnim, drugačnim razmišljanjem prihajamo tudi do tega, da tudi v kriznih časih, bom rekel, rastemo. Imamo dovolj posla in ravno tej krizni časi nas vsakič znova vzpodbudijo k temu, da smo še bolj inovativni, da še drugače razmišljamo, da še iščemo nove rešitve. In moram reči, da danes recimo podjetje Income absolutno na področju sladoleda velja za enega najbolj inovativnih, če ne bom rekel najbolj inovativnega proizvajalca sladoleda v Evropi. Absolutno tudi na področju čokolade, ki je za nas novo področje, prihajamo, bom rekel, sledimo tem trendom oziroma tej logiki miselnosti in to nas nekako ne samo obdrži na trgu, ampak nas v času takih kriz še bolj, bom rekel, požene v ospredje oziroma naredimo večjo razliko do tistih naših konkurentov, ki nam nekako hočejo slediti. Kakšna je dodana vrednost recimo nezaposlenega? V lanskem letu je bila dodana vrednost nekje mal manj pod 78 tisoč evrov. Letos jo planiramo dvigniti krepko nad 80 tisoč evrov. Absolutno je pa cilj, ki ga je lastnik postavil že pred leti, da pridemo v nekje krajšem obdobju do 100 tisoč evrov. Kar je cilj slovenskega gospodarstva, ne? Tudi tako ambiciozno. Leta 2019 ste bili celo izvoznik leta, ne? V tujino menda prodate kar 94% celotne proizvodnje. V katerih državah ste danes najbolj prisotni? Zdaj tako, največji trg, ne, kljub Brexitu v preteklem obdobju je še vedno Velika Britanija, kjer smo, bom rekel, zelo močno prisotni, predvsem tudi z inovativnimi izdelki. Absolutno sledi Nemčija, potem Skandinavija. Moram pa reči, da je že na tretje mesto se že prebiva Amerika, ki je tudi za nas postal pomemben trg, je pa še vedno gro celotnega posla nekje v Evropi, ne. Tudi doma skušamo, bom rekel, držati svoje položaje. Nekje danes izvažamo sladoled v 39 držav, kar pa je še večje veselje. 32 od teh držav pokrivamo tudi z blagovno znamko Leone in Palife, kar je veliko veselje. Kje pa vidite še recimo neizčrpane priložnosti, na katerih trgih, torej tako za sladoled, čokolado? Sigurno je, bom rekel, tista baza je Evropa. Tudi v Evropi je še par trgov, predvsem ta vzhodna Evropa, ki se hitreje razvija, hitreje napreduje, kot vidimo v zadnjem obdobju. Tam imamo še kar nekaj trgov od, bom rekel, Češke do Slovaške, do Madžarske, Romunije in tako naprej, kjer je mogoče še osvojiti boljše položaje, kot jih imamo zdaj.
borimo se tako in drugače na Bližnjem vzhodu. Bližnji vzhod je sicer, bom rekel, s strani proizvajalca, kot smo mi na področju sladoleda, zanimiv trg, ni toliko velik trg, ima majhne količine na izdelek, ampak absolutno zanimiv, čeprav se tudi sezona, kljub temu, da imajo poletje, nekako pokriva z evropskimi in absolutno so, bom rekel, tudi države, kot je Amerika, kljub takim in drugačnim krizam, zelo močna na našem zemljevidu, pa tudi določene države, bi rekel, kjer nismo še nekako se skušali prebiti, ne, od držav, bom rekel, celine Afrike, ne, in tako naprej. Tako da, sigurno, gro v Evropi, ampak obstaja še kar nekaj trgov izven Evrope, ki bi jih radi osvojili in na njih, bom rekel, začeli delati. No, na trgu, bi rekel, tekmujete z tudi globalnimi podjetji, ne? Torej proizvajalci, med drugim tudi sladoleda, kot so Nestlé, Unilever in podobno. V čem je pravzaprav vaša konkurenčna prednost, da vam kljub temu uspeva? Ne? To so le globalni igralci. To so globalni igralci, zanimivi igralci. Zdaj, zanimivo je, da tudi kar z večino od njih sodelujemo oziroma za njih proizvajamo. Absolutno je. Tukaj je ta razvojna nota, ki jo že lastnik vpeljal v tisti prvi fazi razvoja podjetja. Absolutno je ta tista, ki narekuje, bom rekel, naše delovanje, bom rekel, naš način življenja, pa tudi potem to se odraža na trgu. Z novimi inovativnimi izdelki, drugačnimi izdelki, nišnimi izdelki, ne samo da sledimo, bom rekel, tem trendom, v določenih področjih jih tudi narekujemo. In to je tisto, kar nas dela potem uspešne, tako direktno na trgu, kot potem tudi v razmerju do teh večjih proizvajalcev, za katere proizvajamo. Najbrž, če bi prišli z enim enostavnim kornetom in provali ta kornet, bom rekel, vanilja prodati eni multinacionalki, to za njih ni zanimivo, to znajo sami. Verjetno so pri tem pomembne tudi proizvodne kapacitete, ne? Sploh, ko, bom rekel, se začne širiti. Kako pa je s tem? Kako se s tem soočate pri vas? Pri sladoledu je zanimivo. Skupaj s proizvodnimi kapacitetami sledi takoj tudi skladišne kapacitete. Zdaj, proizvodne kapacitete absolutno. Ne moreš, bom rekel, z nekimi manjšimi proizvodnimi kapacitetami prvič iti na večje trge ali pa konkurirati tudi večjim proizvajalcem. Ampak mi smo nekako taka simpatična kombinacija, bom rekel, inovativnosti in dovolj velikega podjetja, ki ni ne preveliko, ne premajhno, da lahko zagotavlja te trende. Recimo s temi verigami, ki so na večnacionalnih nivojih, recimo so že količine milijonske in za zagotavljati milijonske količine moraš imeti tudi ustrezne kapacitete, ki pa jih seveda iz leta v leto obnavljamo. Predvsem na področju sladoleda smo v zadnjem času ogromno investirali, tudi v nove kapacitete in delujemo po principu dodajemo, bom rekel, nove linije, dodajemo linije z večjimi kapacitetami, full avtomatizirane linije z novimi, bom rekel, možnostmi nekih tehnologij. No, v Evropi ste vodilni, ne, v izdelavi sladolednih ploščic za trgovske verige. Kaj je bilo ključno, da ste to dosegli? Je odgovor v tem razvoju inovativnosti biti drugačni, bolj nišni? Absolutno, mi smo nekje tam 6-7 let nazaj videli, kaj v skrinjah ali pa kaj na tem področju sladoleda manjka. Ne? Tukaj seveda je Mars zelo močen, bom rekel, s temi blagovnimi znamkami od Snickersa in tako naprej. In nekako manjkala je ena ponudba na področju trgovskih znamk oziroma privatnih trgovskih znamk in zaradi tega smo potem nekako videli, da je tukaj ena dobra niša, ki bi jo radi pokrili. In takrat smo intenzivno seveda šli v razvoj linije, ki smo jo tudi sami potem na koncu, bom rekel, sestavili, proizvedli. Tukaj je bilo kar nekaj pilotnih poskusov in tako naprej. In preko tega smo potem sestavili prvo proizvodno linijo. Lahko rečem, da nekje 80% je to našega know-howa, s kombinatoriko, plus celoten software naš. In v letošnjem letu smo potem dodali začetku leta še novo linijo z dvakratno kapaciteto. Tako da zdaj imamo že velike kapacitete, hkrati pa imamo možnost na teh linijah proizvajati vedno bolj inovativne te ploščice. Ne samo, da kopiramo tisto, kar je že bilo na trgu, ampak da ponujemo trgu tudi nekaj, kar pač trg še ni imel oziroma ni videl. No, najin pogovor so začeli z sladoledom, tudi poznamo vas po sladoledu najbolj, ne, trenutno, tako se je tudi vaša zgodba začela, pa vendarle postajate čedalje močnejši tudi na segmentu čokolade. Prej sva se pogovarjala pred najinim temle pogovorom, da krepite tudi v drugih stebrih svoje poslovanje, v surovinah in podobno. Morda še nekaj besed o tem? Ja, v zadnjem času, bom rekel, zelo krepimo delovanje podjetja oziroma skupine, ne, kot skupine Inkom. In tukaj so res določeni stebri, seveda, kot je sladoled, ki je zelo močen,
kot je strojegradnja, kjer smo prevzeli pred 2 leti eno zelo uspešno in dobro organizirano družinsko podjetje in ga zdaj peljemo, bom rekel, naprej, še z večjo intenzivnostjo. V letošnjem letu smo začeli z, bom rekel, pripravo, predelavo in potem tudi veleprodajo surovin, pa tudi organizacijo surovin za lastno proizvodnjo in pa seveda potem je tukaj tisti steber, ki ga zdaj zelo intenzivno gradimo, to je pa čokolada. Čokolada absolutno je za nas zelo pomembna, pomembna je bila že prej, absolutno kot bom rekel polproizvod za sladoled, ampak zdaj od 2020, ko delamo pa končne proizvode na področju čokolade, pa smo si zadali zelo ambiciozne cilje, da to področje zelo močno razvijamo. V svetu se sedaj dogajajo precejšnje spremembe, ki smo jim priča, ki vplivajo seveda tudi na mednarodne gospodarske razmere, kot je carinska vojna, visoke cene elektrike, tudi upad potrošnje v določenih segmentih. Kako pri vas v podjetju čutite te spremembe, če sploh? Absolutno, ne. Danes se ogromno zadev dogaja kontra toku. Če so bile prej določena pravila, tako na borzah in tako naprej, ta pravila več ne veljajo. Ogromno je sprememb, ogromno je potrebnega, bom rekel, prilagajanja, hitrega razmišljanja, ukrepanja in na ta način tudi delujemo, ne. Recimo, najprej so nas udarile cene recimo kakavovih surovin 2 leti nazaj, ko so se zelo povišale. Mi smo intenzivno šli v razvoj novih potem oblivov iz prave čokolade na oblive in dejansko smo bili pri tem uspešni, ne? Ker ko imaš možnost in te sinergije, bom rekel, razvojne med čokolado in sladoledom, si ti sposoben, bom rekel, hitro ukrepati. Medtem ko drugi naši konkurenti čakajo te velike multinacionalke, kaj jim bojo ponudile, ne? In tukaj smo mi absolutno lahko hitrejši, uspešnejši in velikokrat se je dogajalo recimo zanimivo, da smo prišli do trgovca in rekli, če hočeš obstoječi proizvod z obstoječo čokolado, bo povišanje cene tako, če pa hočeš to, kar smo pa razvili, pa tudi provaj to stvar, pa je lahko, bom rekel, cena taka pa taka, oziroma se zelo približamo tisti, ki je bila prej. Tako da skozi to razvojno noto, skozi odprto razmišljanje prihajamo do rešitev, ki nam pomagajo blažiti te različne krize, ne. Tudi energetika, električna energija je porasla v tisti krizi, ko je skočila, je zelo porasla, ampak mi smo potem takoj začeli ukrepati, ne, oziroma šli na idejo, najcenejša elektrika je tista, ki jo ne porabiš in preko inverterjev in tako naprej in preko sistemov, bom rekel, vklapljenja, izklapljenja in tako naprej prišli do tega, da smo ugotovili, da lahko veliko prihranimo. Imamo pa srečo, da smo tudi 2 leti nazaj z našo hladilnico, ki jo lahko zaženemo, bom rekel, v roku 24 ur, ko pač planiramo, prišli do tega, da imamo največjo baterijo, ne, kjer lahko koristimo te nizke cene energije in tako naprej. Tako da ogromno idej na ogromnih področjih nas potem pripelje, da skušamo blažiti te krize. Absolutno pa vplivajo tudi na nas, oziroma nam dajo neko vzpodbudo, ne, da ne čakamo, pa jamramo, pa kaj bojo drugi naredili, pa kaj nam bo država pomagala, ampak skušamo sami ukrepati in tiste rešitve poiskati, ki jih lahko v hiši dobimo. Dejansko ste krizo izkoristili za priložnosti, ne, če tako rečemo. Pri nas zmer gledamo na ta način, ne. Razmišljanje v hiši je od lastnika naprej, kriza je priložnost. Vsaka kriza je priložnost in če to tako vzamemo, tudi izidemo iz teh kriz kot zmagovalci na koncu. No, vaš pomemben trg so seveda tudi ZDA. Lani ste tja prodali cirka 900 zabojnikov sladoleda, letos jih nameravate več kot 1000, ne? Ja. Sem nekje ujel. To je zelo spodbudno, glede na razmere. Ampak kaj pomenijo pa te carine, ki so jih ZDA uvedle, oziroma sedaj z njimi grozijo, je nek odlok, ne, za vaše proizvode in poslovanje? Ja, zdaj bom rekel, tukaj je spet ena izredna situacija, ne. Mi smo vedeli, da ko bo prišel Trump na oblast, bo sigurno ne bo stvar, bom rekel, tako stabilna ali pa se tako počasi dogaja. Dogaja se z veliko intenzivnostjo, tako da od enega dneva do drugega se stvari obračajo na glavo. Mi smo tudi tukaj šli takoj v akcijo, čeprav moram reči, da je zdaj ta zadnja napoved, ne, ki se je pač zamaknila, 50% carine ne more noben niti prenesti, bom rekel, v ceno končnega proizvoda, niti jih ublažiti skozi proizvodne, bom rekel, rešitve oziroma druge rešitve, ki so v samem podjetju. Tako da to so res neke napovedi, ki te strašijo. Ampak spet ne smemo čakati, kot so že prej rekla, ne, imamo tudi druga tržišča, ker moramo imeti odprte oči in poskušati, bom rekel, vse te vplive, ki bojo nastali na ameriškem trgu, tudi ublažiti potem z drugimi ali rešitvami na samem ameriškem trgu, če pa carine nižje, ne. Bom rekel tako, tista napoved prvih 20% bi se nekako že dala z nekim
pametnimi idejami, pametnimi rešitvami, bom rekel, ublažiti, medtem ko 50% je pa zelo visoka številka. S vaši partnerji, torej odkupovalci vaših izdelkov v Ameriki razumejo, vam poskušajo priti nasproti, so pripravljeni deliti tudi ta tveganja? Absolutno. Bom rekel, pogovori grejo v tej smeri, da si ta tveganja nekako razdelimo, bom rekel, nekako na nek pošten način. Na drugi strani pa absolutno ni problem toliko naš partner, problem je bolj potrošnik. Ne? Do katere mere bo potrošnik pripravljen plačati, da bo lahko si privoščil sladoled. Enostavno, ali se bo usmeril na sladolede, ki jih proizvajajo v Ameriki, ali se bo usmeril na neke druge sladice. Dejstvo pa je, da Amerika bo s tem veliko izgubila, ker ni manjka inovativnih izdelkov, to, kar jim mi, bom rekel, dostavljamo in ponujemo. Tako da, ja, ostali bojo pri tistih izdelkih, mogoče, ki so izdelani na ameriškem trgu, ampak bojo prikrajšani z ogromno novitet, z ogromno novih okusov in tako naprej. No, obvladovanje stroškov, ne pa produktivnosti dela je predvsem v takih razmerah zelo pomembno ali pa včasih celo ključno. Ne? Kako je pri vas, kako obvladujete stroške, povečujete produktivnost? Ja, mi smo nekako vedno šli v smeri, da smo res večali kapacitete skozi pretekla leta in smo se mogoče malo manj ukvarjali s tisto res fino optimizacijo ali pa finimi nastavitvami. Zdaj smo točno v tej fazi, prihajamo v področje, bom rekel, kjer je potrebna zelo hitra in dokončna avtomatizacija, tako da mi bomo nekje v 3 letih od danes naprej in najbolj avtomatiziranih proizvajalcev sladoleda v Evropi. Ta pot je, bom rekel, neobhodna, če hočemo, bom rekel, to konkurenčnost zdržati na daljše obdobje. Poleg tega pa tudi vsak dan iščemo rešitve na različnih področjih, ker pač pokrivamo vsa področja od ideje do realizacije v podjetju. To pomeni, da imaš skozi posamezne procese v podjetju veliko možnosti, da vplivaš. Ne? Včasih v hecu, v šali rečemo, ne, da ko gremo po dvorišču, lahko vedno dobimo 5000 evrov na tleh. Ali pa drugače rečemo, ko bo zmanjkalo idej, da pridobimo še 10%, takrat lahko končamo delati. Vedno so rezerve in jaz mislim, da sodelavci jih zelo uspešno iščemo. Moram reči, da tukaj sodelavci imajo res ogromno idej. Seveda, zdaj ene se lahko realizirajo na zelo kratko obdobje, za določene rabiš malo več investirati in tako naprej, ampak dejstvo je, da z odprto glavo se da tudi te stvari, bom rekel, stalno izboljševati in to je potrebno, pač tudi, ko gleda svojo konkurenco. Srečo imamo, da poznamo kar nekaj konkurence tudi po Evropi in tudi kakšno rešitev tam vidimo, pa jo potem mogoče tudi implementiramo v našo proizvodno. Tako, se pravi, večina idej pride od znotraj, nekje od zunaj in pol to skombiniramo v neko tako pravo celoto. No, ste že omenili, ne, da v zadnjih letih ste izvedli obsežne investicije, ne, v avtomatizacijo, v širitev proizvodnje. Ne. Katere so bile tiste ključne, recimo, pridobitve in kako so vplivali na vašo konkurenčnost? Ja, zdaj v zadnjem obdobju, bom rekel, vlagamo ogromno v polnilne linije. Polnilne linije vedno ohranimo, bom rekel, na najvišjem, najnovejšem in najvišjem tehnološkem, pa tudi proizvodnem nivoju. Po drugi strani pa sta bili dve res ključni investiciji v zadnjem obdobju. Prva je visoko regalno skladišče, ki je popolnoma avtomatsko, se pravi 15.000 paletnih mest, črna škatla, polna paleta gre v skladišče, tam se po določeni logiki, bom rekel, programski logiki samega skladišča po svoje vrti in pa potem pride na drugi strani ven iz skladišča, ko je pač potrebno za odpreme. To je bila res velika investicija in smo jo tudi uspešno potem implementirali v naš proces. Brez tega danes si ne znamo zamišljati, da bi lahko sploh sledili, bom rekel, tem velikim partnerjem, ki jih imamo kot kupce. Na drugi strani pa smo v lanskem letu implementirali tudi zelo uspešno eno veliko investicijo, ki nam je ogromno pomagala, to pomeni popolnoma avtomatizirano paletizacijo, kar pomeni, da nobena transportna embalaža v hiši ni več, bom rekel, postavljena na paleto ročno. Ne. Vse to se, bom rekel, spostavi prek robotov. Smo tudi edini med sladoledarji, ki imamo neprekinjeno zmrznjeno verigo, se pravi, blago se hrani v skladišču, tam v depozitu, bom rekel, na teh, mi rečemo, hladilne mize in potem, ko je pripravljeno blago, se v 2 minutah spaletizira in gre že naprej v hladilnico. Tako da to sta dva procesa, ki smo jih zelo avtomatizirali, zdaj nas pa čaka še tisti drugi del procesa, se pravi, polnilni deli linij so že avtomatizirani, potem so pa tej pakirni deli linij, pa samo pakiranje v manjše škatlice in potem v transportne kartone. Tukaj nas čaka še ogromno dela. No, zanimivo se mi je zdelo tudi to, ne, da ste sami naredili velik del proizvodne linije, ne,
in sicer za sladoledne ploščice, ne, kar je precej zahteven proces bil, ampak vse znanje in nenazadnje tehnologijo, ne, imate v hiši. Ja. Kako ste prišli do tega? Ja, mi smo najprej smo prepoznali tržno nišo, potem smo kupili pilotno linijo. Na pilotni liniji smo se igrali, da smo ugotovili, kako postaviti posamezne komponente te proizvodne linije v vrstni red, da pridemo do izdelka, ki je na koncu res perfektne oblike, pa tudi, da čokolada ne poka oziroma obliv, ki ga ta proizvod ima in tako naprej. Tukaj smo implementirali kar nekaj rešitev, ki jih do zdaj še ni bilo. Implementirali smo recimo ultrazvočno rezanje zmrznjenega izdelka, kar pomeni, da tudi določene, bom rekel, oreškaste stvari, kot so lešniki in tako naprej, prerežemo na pol, da ima pravilno obliko, da je lepše oblita in tako naprej. To se pravi, sestavili smo kar nekaj komponent je bilo narejenih v hiši, strani našega podjetja FPM, nekaj komponent smo kupili in jih potem sestavili v celoto in po drugi strani potem linijo v celoti sami sprogramirali v programu Siemens. Imamo tudi svoje programerje, tako da res od ideje do rešitve smo postavili eno tako kombinacijo, ki nam daje to bom rekel, konkurenčno prednost ali pa drugačnost. Velik poudarek dajete torej inovacijam, razvoju, ne samo tako izdelkov, kot seveda tudi znotraj proizvodnje. Koliko novih izdelkov razvijete na leto? Ja, zdaj odvisno od leta. Recimo lansko leto je bilo specifično, tam nekje 400-450 proizvodov na leto, ampak lani je bila prav situacija, ko smo čokolado morali zamenjevati s prelivi in tukaj je bilo ogromnega razvoja. Ne. Zdaj, ko govorim 400-450, so določeni enostavnejši razvoj, kar pomeni določene kopije določenih izdelkov, imamo pa tudi zelo zahtevne, bom rekel, razvojne projekte, ki pomenijo, da ko proizvod pride na trg, če pač pride na trg, ne, je potem tudi narekovalec določene niše ali pa narekovalec določenega trenda, absolutno. Kako pa sledite povpraševanju oziroma okusom potrošnikov? Ti se seveda med državami, med trgi seveda razlikujejo. Kako to sledite? Ja, zanimivo je, ne. Zdaj, če gledamo, bom rekel, tržišča, ne, imamo nekako ta zahodni del z Italijo in tako naprej, ne, kjer so svoji okusi, mogoče malo bolj lahek sladoled, bolj napihnen. Potem imaš ta nemški trg, ne. V šali včasih rečemo, da v Nemčiji mora sladoled malo dišati po kravah, ne. Potem imamo ta vzhodni del, ki ima spet specifike. Tako da skušamo se, bom rekel, zdaj, po logiki proizvajalca čim manj prilagajati, bom rekel, prav posameznemu trgu, ne. Ampak primer, recimo vanilije, ne, v Italiji je vanilija bela, je, bom rekel, kot smetana, v Franciji je vanilija popolnoma rumena, ne, s koščki noter tudi vanilije, v Nemčiji je bela spet s koščki, vanilija pa bolj bogata, bolj bom rekel, maslena. Tako da skušamo se prilagajati, imamo pa tudi, bom rekel, trgovske verige, kot sem omenil, recimo 32 držav določene trgovske verige, kjer pa prodajemo en izdelek istega okusa, ne, in nekako nimamo težav. Tako da kot proizvajalec, seveda, ali pa kot z vidika proizvajalca ali pa proizvodne, ne, gledaš, da imaš čim večje količine na posamezen izdelek, potem tudi proizvodne serije so daljše, lažje optimiziraš in tako naprej. Tako da, ja. In kam sodimo, na kateri trg okusov Slovenci, kar se tiče sladoledov? Slovenci smo vedno nekje vmes, ne, ampak ja, smo zanimivi. V Sloveniji še vedno, bom rekel, tista klasika, ne, se pravi vanilija, čokolada, jagoda. Smo pa tudi Slovenci kar pripravljeni, bom rekel, sprejemati neke novitete. Ne. Ogromno okusov, recimo kremšnite, ki je poznana slovenska sladica in tako naprej. Tako da moram reči, da Slovenci ne zaostajamo veliko. Ne. Saj tudi neki sladoleda pride od zunaj, tako da se te okusi, pa tudi manjši sladoledari so kar inovativni. Tako da se kar, bom rekel, sledimo svetovnim trendom ali pa smo nekje, bom rekel, tako, v trendu, ki se dogaja. Ne. Ampak če se pošalim na okusu vanilije in izgledu, vanilija bi bila bolj rumena, z koščki bourbonske vanilije ali blizu Italijanov? Imamo kar nekaj trgovskih verig, ki so iz Nemčije in ta vanilija prihaja od tam. Ne. Imamo slovenske proizvajalce, kjer je vanilija, bom rekel, bolj podobna tudi nemški, ampak malo bolj lahka. Ne, tako da je malo rumena, brez nekih koščkov vanilje noter. Tako da, ja, zanimiva je Slovenija, je vedno zanimiva v okusih. Ne. Ja. No, vaši izdelki so prejeli številna priznanja, ne, tako domača kot mednarodna. Kako ta priznanja vplivajo na vašo strategijo, ne, nazadnje prepoznavnost blagovnih znamk? Vam to pomaga? Absolutno. Priznanja so najprej, bom rekel, ena potrditev dela, ki ga opravljaš. Absolutno pa takoj, ko priznanje prejmeš, imaš ogromno zavezo, da ga upravičiš tudi naprej. Ne.
Mi ta priznanja smo jih zelo veseli, ali je to domače, ali je to v tujini. Seveda ti tudi dajo neko prepoznavnost, pa tudi kadri, ki prihajajo v hišo, te stvari vidijo, tako da nam tudi na tem kadrovskem področju pomagajo, da vidijo, da nekaj dobrega delamo. Torej, absolutno smo jih zelo veseli, absolutno pa nam dajo spodbudo za naprej, da smo lahko še boljši, pa da lahko prejmemo tudi kakšno novo priznanje. No, tale podcast sodi v rubriko Poslovni nasveti, kjer izkušeni, uspešni gospodarstveniki podelijo tudi kakšen nasvet iz prve roke. No in preden gremo na najin drugi del pogovora, predlagam, da mogoče podate 3 nasvete podjetnikom, kako torej iz vaših izkušenj ohraniti konkurenčnost v teh za gospodarstvo relativno zahtevnih, nepredvidljivih časih in katere prijeme bi uporabili, da bo širjenje predvsem na tuje trge, kjer ste zelo uspešni, poleg seveda domačega, bolj uspešno. Kaj bi jim svetovali? Ja, sigurno pri podjetnikih je najprej vztrajnost in pogum. Zdaj, to je neka klasična parola, ampak dejstvo je, da mi velikokrat, ko smo že, bom rekel, skoraj rekli, ne bomo prišli do tega kupca, pa smo s to svojo vztrajnostjo prišli do tega. Slovenci včasih imamo premalo poguma, bom rekel, da je nekdo boljši od nas. In se premalo zavedamo, da imamo kar ogromno znanj, oziroma da imamo kar ogromno prednosti, ker smo, bom rekel, taki kot smo in smo iznajdljivi, to moram reči, ampak se tega premalo zavedamo in to znamo premalo tudi pokazati. Tako da lahko rečem, da smo tukaj Slovenci na zelo visokem nivoju in kar dajmo vztrajati pri tem, da gremo ven. Kar pa vidim tudi recimo pri nas kot uspešno je, da ohranjamo to otroško navdušenost, ker ta navdušenost potem nam daje neko energijo za boljše, nove rešitve, drugačne rešitve, bom rekel, lažje ukvarjanje s sodelavci in tako naprej. Tako da to otroško navdušenje pri nas vedno prisotno in je tudi pomembno, ker ti potem res pokrije vse te, bom rekel, dnevne izzive, ki jih človek ima in tudi lažje s tem uspeš. Zdaj, kako uspeti na tujih trgih? Absolutno najprej moraš biti, bom rekel, pošten do tega, da imaš res dober izdelek. Da če imaš dober izdelek, za katerem res prepričan stojiš, boš veliko lažje uspel. Mi ogromno, bom rekel, delujemo na najprej pogledamo, kakšen je ta trg, vidimo velikost tega trga, potem ugotovimo, kaj recimo na tem trgu manjka in ugotovimo, kam moramo vplivati oziroma kam naj tekmujemo. Neumnost bi bila, da bi točno tam šli, kjer so, bom rekel, najmočnejši, kjer je največ ponudbe, in skušamo diverzificirati našo ponudbo glede na ponudbo, ki na trgu je. Potem gremo pa naprej, ko iščemo kanale. Zdaj, mi smo že tako veliki, da ponavadi ne delamo preko posrednikov, razen za, bom rekel, določene manjše trge delujemo preko določenih distributerjev, ker pač ni možno drugače. Drugače pa gremo ali do velikih partnerjev, kot so lastniki velikih blagovnih znamk, kot so multinacionalke, mogoče kakšni manjši lastniki blagovnih znamk ali pa trgovske verige. Še vedno našega, bom rekel, 99% našega blaga se proda skozi trgovske verige. Tako da tukaj smo specialisti in res iščemo tiste najboljše poti in, bom rekel, direktne poti do teh kupcev, kar je potem tudi, ko imaš navezane te direktne odnose, tudi hitreje prihajaš do informacij. Mogoče tukaj smo mi malo bolj, bom rekel, šibki na samih informacijah, ki prihajajo iz trga, ampak jih nekako skušamo preko trgovcev dobiti, kaj, bom rekel, potrošnika zanima, kako potrošnik reagira in potem absolutno z vsemi temi pregledi, ki jih tudi imamo, ogromno se naučimo tudi od teh multinacionalk, kako one postopajo, če smo pametni, lahko ogromnega znanja tukaj pridobimo in potem z kombinatoriko vseh teh informacij, ki jih z trga imaš, skušaš dobiti neke najboljše rešitve. In to je potem tista nekako uspešna formula za ohranjanje položaja oziroma tudi za utrjevanje položaja na posameznih trgih. Gospod Jerončič, mislim, da vodite to podjetje že 10 let, ne? Ja, od leta 2013. Ja, tako. Danes poznamo seveda različne oblike vodenja podjetij, timov, popularno je to empatično, nekako vključujoče vodenje. Danes nekateri celo prisegajo nehierarhično in podobno. Kako bi opisali pa vi svoj stil vodenja podjetja? Sigurno bom rekel v današnjem času, ko se časi spreminjajo hitro, pa so se spremenili, absolutno ta empatija vodje, ki razume, bom rekel, svoje sodelavce, predvsem pa ta tudi kultura nekih odprtih vrat v našem podjetju. Mi, mogoče je to neka naša, bom rekel, subkultura Primorcev ali pa Zamorcev, ker ne vidimo morja,
veliko stvari bi rešujemo, ne, na hodnikih, ne, se včasih to ni prav in tako naprej, tako da se včasih, ko prije kakšen zunanji, vidi ogromne interakcije v podjetju, ampak jaz mislim, da to smo mi in na ta način tudi delujemo in na ta način smo tudi uspešni, ne. In res, vključevanje sodelavcev, mladih sodelavcev, ne, pa tudi mladih sodelavcev kot vodi, ne. Mi imamo recimo vodjo celotnega sistema kakovosti, ki je imela lani 30 let, ne, pa je že 3 leta vodja sistema kakovosti. Tako da nimamo strahu zaupati mladim, kjer vidimo, bom rekel, da imajo odprte oči, kjer tudi začutijo to potrebo, da se ogromno učijo, da ogromno, bom rekel, vlagajo vase, da pridejo do dobrih, bom rekel, podlag znanj, ker tudi moramo vedeti, ne, ko na drugi strani imaš kot sogovornika multinacionalko, ki je enako proizvajalec kot ti, ki ima veliko daljšo zgodovino kot ti, tukaj ni možnosti improvizacije, ne. Moraš dati odgovor, ne, in odgovor mora biti zelo jasen. Ker 2-krat, 3-krat ne boš dal pravega odgovora, te bojo na hitro, bom rekel, zradirali svojega seznama. Tako da tukaj moram reči, da tudi skozi to delovanje vidim tudi mlade, da radi, bom rekel, sprejemajo izzive, ne, čeprav danes smo nekako negativni do tega. Jaz mislim, da mladi z dobro vzpodbudo, še mogoče z malo več vztrajnosti in potrpežljivosti, oni bojo premikali svet v čist druge vode, na čist druge nivoje, ne. No, v zadnjih letih, ne, predvsem 2 letih, mislim, da ste zaposlili kar precej več, cirka 150 novih sodelavcev, ne. Lepo ste povedali, da dajete priložnost tudi mladim, novim generacijam, da se od njih tudi naučite, jim zaupate. Kako privabljate pa razvijate kadre pri vas? Delo z novimi, mlajšimi generacijami, to priznavajo vsi kadrovi, ki ni najbolj enostavno, ne. Te generacije so drugačne, kot so morda najine generacije, ne. Absolutno. Najprej je to, da dober glas seže v deveto vas, ne. Se pravi, najboljše je, ko priporočilo bom rekel, pri iskanju novih sodelavcev pride od sodelavca, ki je v sistemu, ki je v hiši. Da se dobro počuti, da vidi, da ima možnost razvoja, da dobro delamo, da tisto, kar tudi dejansko navzven govorimo, dejansko delamo, ne? Da ne skrivamo nekaj, da smo transparentni do tega. Jaz mislim, da je to ta uspešna formula v našem lokalnem okolju. Medtem tudi gledamo, da imamo res neko ustrezno kombinacijo, ne? Povprečna starost v našem podjetju 38,5, ne? Ampak gledamo, da imamo to ustrezno kombinacijo izkušenejših sodelavcev, ki so mogoče malo bolj mentori, pa znajo usmeriti malo mlade, in pa mlajših, bom rekel, ki to znanje hitro absorbirajo, pa imajo nove ideje, napredne ideje in tako naprej, ne. Dejstvo je, da pri mladih vidimo, da predvsem mora z njimi se ukvarjati, ne smeš ubijati teh idej, ki jih imajo, ker 2-krat, 3-krat mu ubiješ idejo, potem pa utihne in potem lahko tudi hitro naredi menjavo. Tako da moram reči, da res ta kombinatorika starejših, izkušenejših, bom rekel, sodelavcev, mladih sodelavcev, ki jih učimo in tako naprej, je sigurno zmagovalna karta. In tukaj v zadnjem času res pri zaposlitvah, pa tudi, bom rekel, glede na našo rast v okolju, je tudi okolje prepoznalo, da ima možnost tudi v Vipavski dolini, bom rekel, pridobivati najboljša znanja tega sveta. In zato tudi ostajajo in zato tudi določeni iz Ljubljane se vračajo, bom rekel, v naše lokalno okolje, kar nam je velik ponos. Verjetno so tukaj pomembni seveda odnosi, kot interna klima, upoštevanje, bi rekel, predlogov in vključenost sodelavcev v te delovne procese, da se lahko izpolnijo. Kako pa izboljšujete recimo delovne pogoje v podjetju? Kakšne pogoje omogočate zaposlenim, da ste atraktiven delodajalec? Najprej bom rekel, vsak se ustraši, ko prije rečeš proizvodnja sladoleda, da je tam mraz, ne. Ravno s to investicijo v visokoregalno skladišče, v paletizacijo, smo zmanjšali oziroma skoraj anulirali delovna mesta, ki so na nekih negativnih, bom rekel, temperaturah, kar je velik plus. Po drugi strani, s to avtomatizacijo, bom rekel, odpravljamo tista najtežja delovna mesta in te sodelavce, bom rekel, usposabljamo za določene naprednejše, določene drugačne naloge, ker, bom rekel, bolj nadzirajo, kot sam operirajo z rokami in tega bo vsak dan več. Po drugi strani pa se res ogromno s tem ukvarjamo, ne. Jaz pravim, v hiši imamo najboljšo restauracijo, kar je pomembno, bom rekel, da imajo sodelavci dobro hrano. Ogromno se ukvarjamo z raznimi, bom rekel, promocijami zdravja, naredimo 2 veliki prireditvi za vse sodelavce na leto. Tako da ogromno se tega naredi, smo pa v zadnjem času, ko pripravljamo projekt izgradnje nove tovarne, oziroma mi rečemo super tovarne, začeli se ukvarjati tudi s tem, da bomo še več delali na nekih,
bom rekel, takih starih, dobrih rešitvah, ki so že bile, ne, ali je to, bom rekel, hišni zdravnik in tako naprej, določene prostore, kjer bo omogočena tudi rekreacija in take stvari. Tega je še premalo in tukaj moramo še napredovati v tej smeri. Ampak sodelavci in v kadrovski in v drugih službah se s tem intenzivno ukvarjam. Verjamem, da bomo v roku 2-3 let tudi tukaj naredili velike korake, da ne bo samo promocija zdravja nekje na papirju, ampak tudi v realnosti. Nekih dejanjih. Morda tukaj lahko še omeniva, da ste podpisali tudi listino raznolikosti, kar pomeni, da ste podjetje, ki želi vključevati različne ljudi, med svoje zaposlene in to tudi ceni. Mi, bom rekel, zanimivo je, da seveda želimo vključevati, saj imamo 28 narodnosti v podjetju, tako da smo že zelo mešani, včasih v štosu rečemo, da bi mogli vsak teden v letu narediti eno kuhinjo, bom rekel, naših sodelavcev, kar bi bilo zelo zanimivo. Zelo smo raznoliki in zelo, bom rekel, tudi s temi pristopi, tukaj moram res pohvaliti vodje, ki, bom rekel, sodelavce vodijo, da znajo imeti tudi ta občutek, to empatijo, bom rekel, ta del čuta, ki te ljudi poveže. Ali so to različne narodnosti, različne vire, različne kulture. Nikoli nismo delali razlik tukaj. Mi ločimo, bom rekel, sam res tiste dobre sodelavce, ali je dober ali je pa slab sodelavec. Verjamem in vem, da velika večina, bom rekel 99,99 jih je res odličnih in z tega vidika moram reči, da smo kljub temu, da smo raznoliki, pa tudi zelo povezani. Ko vidimo, ko pride kakšna kriza, ko pride kakšna izredna situacija, so naši sodelavci zelo povezani. Pa vidijo, seveda, mora iti to od vrha navzdol in od spodaj gor, da vidijo, da ni dejansko, da se nekaj govori, drugo pa dela. Sej pri delu narediš kakšno napako, to je absolutno, ampak nikoli se ta napaka ne dela namenoma ali pa neka sistemska stvar, da bi se kršile kakšne pravice. In tukaj res skušamo vsak dan delati korake, da izboljšujemo, bom rekel, in odnose med sodelavci in pa pogoje za sodelavce, da se bojo dobro počutili. Saj na koncu dneva vemo, da delavcev primanjkuje in šli bojo tja, kjer se bojo boljš počutili. To je enostavno. Počasi se približujeva koncu najnega pogovora, pa vendarle še ne par vprašanj. Mogoče, kakšni so vaši načrti za prihodnost, tako glede nadaljnjega razvoja, širitve na druge trge, morda Bližnji vzhod, Japonska, Daljna Azija? Ja, načrtov je ogromno. Najprej se zdaj, bom rekel, ta organizacija skupine intenzivno nadaljuje. Imamo v planu v zelo kratkem obdobju postaviti še eno proizvodno nekje v državi, v evropski državi na vzhodu, skupaj z našim partnerjem. Absolutno širiti se tudi na nove trge, utrditi trge, na katerih že delamo. Tako da načrtov je kar ogromno, zelo intenzivno bomo delali na investicijah v čokolado. Čokolada je tisti naš, bom rekel, zdaj paradni konj, katerega moramo zgraditi in tukaj vsi delamo na tem, da ta stvar res uspe. Tako da zelo, zelo veliko zanimivih projektov, zahtevnih projektov, ampak sem prepričan, da bomo s sodelavci lahko te stvari, bom rekel, tako uspešno, kot smo jih na sladoledu, pripeljali v realnost, pripeljali tudi na drugih področjih. Vsak od nas potrebuje seveda tudi čas zase, čas za odklop, za družino, za prijatelje. Kje najde svoj mir in energijo Boštjan Jerončič? Ja, če bi vprašal ženo, ga najde premalo. Ne, kakšni daljši sprehodi, recimo med tednom, za vikende, sploh poleti, grem rad na morje, to mi res da dodatne energije. Pa različni športi, od košarke do jadranja včasih. S tem se veliko ukvarjam. V zadnjem času, bom rekel, je tudi en glavnih športov, da vnuka peljem na sprehod. Tako da ogromno je tega, kjer se zrelaksiramo, absolutno pa so tista pomemben del tega, poleg svega družine, tudi prijatelji. Tisti pravi, bom rekel, prijatelji, na katere se lahko zaneseš, tisti ti tudi dajo energijo in včasih lahko, bom rekel, potožiš kakšno bolečino in se o tem pogovoriš in dobiš neke nove, bom rekel, neke nove ideje, neke nove odprte možnosti za naprej. Pa vam uspe najti čas? Oziroma kako ga najdete z vidika usklajevanja dela, družine, prijateljev, prostega časa? Nekako se najde. Tako da absolutno ga včasih zmanjka, ampak pravi, čas si moraš vzeti, zdaj sveda. Tudi na drugi strani včasih si sam v hecu reči, če si dober vodja, ti mora ostati čas tudi za neko drugo stvar. Zdaj, če ne znaš voditi, pa moraš se tudi v tem izboljšati. Torej prosti čas, bi lahko rekli, da tudi eden od KPI-jev dobrega vodja. Ja, mislim, da ja, vse bolj. Tako, zadnje vprašanje.
Gospod Jerončič, kater okus sladoleda izberete, ko rečete, zdaj si zaželim pa res nekaj zase? Mogoče sem tudi tukaj klasičen Slovenc. Še vedno imam najraj vaniljo in to vaniljo v naši plastični žogici, ki je, bom rekel, stara vanilja, rečemo mi, je še vedno tista najboljša, sploh ko se malo stopi. Absolutno rad imam tudi pistacijo, malago in kakšne take alternativne okuse. Ampak tako. Sem pa še vedno, bom rekel, kar dober potrošnik sladoleda. Pogledam, da vsak dan vsaj enega, ker tudi skozi razvoj naredimo toliko novih izdelkov, da včasih tudi temu ne uspe slediti. Zdaj, ker pa še dodana čokolada, je pa to še toliko težje. Tako. Hvala lepa, gospod Jerončič, za tale obisk v studiu, predvsem pa za ta prijeten pogovor in za tudi vse nasvete in vaše izkušnje. In seveda želim vse uspešno delo pri doseganju seveda zastavljenih ciljev podjetja in seveda tudi osebno. Hvala tudi vam za povabilo in mogoče še eno priporočilo, uživajte Leone sladolede in čokolade. Hvala. Tako, srečno. Hvala.